Z eno manjšo pripombo, res je, remi postajajo, če gledamo minulo zgodovino, zdaj v zadnjih tednih, tradicija v ligi, absolutno pa niso tradicija med tema dvema nasprotnikoma. Razlog je preprost. Ravno od tod nekje z takšne razdalje je na zadnje tekmo odločil Nikola Leko, takrat sicer iz igre, ne iz prostega strela. Čekiči, gol! Kakšen sjajen prosti strel je zopet izvedel Indri Čekiči prek živega zidu. Tole si bo veljalo ogledati še enkrat. Kovačič je bil pozen. Najbrž žoge niti ni najbolje videl, no, Indri Čekiči zares fenomenalen. Še ena dolga podaja, tokrat natančno proti Klepaču. Klepač zdaj ima Pavloviča tam, kjer ga hoče 1-1, s tem, da je branilec s hrbtom proti vratom in tam gneča v kazenskem prostoru. Dobra poteza Čekičija, tole pa bo, mislim, da malce slaba podaja Romana Bezjaka, no to pa je odlična podaja zdaj. Dober strel Nemanje Jakšiča. Čekiči v kazenski prostor, odlična podaja, vratnica! Nova priložnost in gol! Olimpija vodi z 2-0. Še drugič iz prekinitve so Ljubljančani uspeli zadeti in povišali vodstvo pred koncem prvega polčasa. Roman Bezjak, prvi gol, odkar se je vrnil nazaj. Čekičija so tam za trenutek domači pregnali iz njegovega mesta, no in zdaj bodo poskusili Ljubljančani znova. Čekiči z dobro podaja proti Bezjaku in dobro je potegnil Roman Bezjak. Ostal je pred napadalci. Zdaj še izbil žogo iz kazenskega prostora, no sicer gola ni. Nova priložnost morda, prečka. Bači nazaj proti Čekičiju. Čekiči bo še enkrat ustrelil, tokrat je bil na pravem mestu Kovačič in nikakršnih težav. Glavnemu sodniku, da je žoga šla čez črto, torej da je bil dosežen gol. Preprosto za to je šlo. Ta dilema, torej pred zana, pa kakšen gol so zdaj zabili domači. Matjašič s fantastičnim udarcem na začetku 53. minute. Aluminij prihaja nazaj v igro. Še en res pravi. Oduzemajo prostor Olimpijinim nogometašem, ne samo to, tam je zdaj Klepač že prodrl v kazenski prostor, naložil podajo proti Jakšiču, ki je streljal prek vrat. Dobra kombinacija Klepača in Štora, Klepač še vedno, tole je šlo za las mimo vrat. Aluminij na sredini igrišča, praktično samo Vukušič ostaja v ospredju, Klepač je poskusil, obramba Nejca Vidmarja. Je, dva različita polčasa, prvo polvrijeme nismo bili pravi. Kasnili smo, pustili smo Olimpiju da previše igra, samo smo trčali za loptom. Primili smo 2 gola iz prekida, što se ne bi trebalo i ne bi smjelo dogoditi. Međutim, drugo polvrijeme vidjeli smo, igrali smo onako kako mi znamo, napravili smo pritisak, postigli smo gol. Falilo je možda još malo snage i energije još u završnici, ali sve u svemu mogu čestitati mojim momcima. Dobro su odradili to drugo poluvrijeme i ništa, moramo se skupiti, moramo ići dalje. Ma ja, dobro, lahko bi v prvem polčasu že končali tekmo, imeli smo dosti šans, vendar mogoče malo prepotentno šli v zaključek. Potem se pa zgodi, koliko v drugem polčasu, ne da so oni igrali neki boljši, ampak nek močen pritisk, brezidejni strel iz 30 metrov in gol in potem neka panika in nervoza. Mogoče bi moglo v drugem polčasu tudi malo več v spas igro umirjati zadevo, tako smo pa dali nek pritisk, ki ni bil igralen na Aluminiju in potem pa panika na koncu.